Lep pozdrav naklonam, dobrodošli v naši hiši. Danes bi podal dve izjavi, in sicer prvo o izmenjavi diplomatskih not med Slovenijo in Hrvaško in drugo o Wikileaksu, ki je danes očitno svetovna novica in je potrebno komentirati. Najprej k prvi izjavi. V četrtek sta slovensko in hrvaško zunanje ministrstvo izmenjali noti o ratifikaciji arbitražnega sporazuma. Po svojem 11. členu je arbitražni sporazum o meji stopil v veljavo na današnji dan. Za izmenjavo not je bil storjen pomemben korak v procesu reševanja mejnega vprašanja med sosednjima državama, v okviru katerega bi, kot je dejal tudi minister Samuel Žbogar, lahko kot največjo dodano vrednost izpostavili prav vzpostavitev velikega zaupanja med sosednjima državama. Pogajanja za sprejem sporazuma o arbitraži o mejnem vprašanju so bila težka in v tem času smo s Hrvaško vzpostavili pravo partnerstvo. Veselimo se obdobja, ko bomo sosednjo državo skupaj sodelovali v Evropski uniji. Radi bi izrazili veliko zadovoljstvo in veselje, da je z arbitražnim sporazumom pravzaprav končalo neko obdobje, da je torej danes stopil v veljavo. S tem dejanjem se zaključuje čas, ki je bil torej namenjen pogovorom in ratifikaciji arbitražnega sporazuma in se začne neko novo obdobje. Za nami je neko prelomno obdobje, saj državi pri reševanju mejnega vprašanja, ki je dolga leta obremenjevalo odnose med državama, tako daleč še niste prišli. Z današnjim dnem, torej ko sporazum stopa v veljavo, smo dosegli mednarodno pravno veljavnost pogodbe, na podlagi katere bo določena meja med sosednjima državama, kot tudi stik Slovenije z odprtim morjem in režimi za uporabo relevantnih morskih območij. Gre torej za uspešen zaključek 20 let dolgega procesa pogajanj o mejnem vprašanju med obema državama. Današnji dan pravzaprav pomeni dvoje. Zaključek procesa ratifikacije arbitražnega sporazuma in hkrati formalni začetek priprav na arbitražni postopek. Glede tega so pomembni naslednji ključni trenutki, ki so pred nami. S podpisom hrvaške pristopne pogodbe k Evropski uniji, predvidoma v naslednjem letu, začnejo teči vsi procesni roki iz arbitražnega sporazuma. Na to morata državi najprej v 15 dneh imenovati 3 skupne arbitre, zatem pa imata še 15 dni časa, da vsaka imenuje še svojega nacionalnega arbitra. V enem mesecu po začetku teka rokov se državi lahko dogovorita tudi o konkretnem predmetu spora. V primeru, da do dogovora ne bi prišlo, vsaka država arbitražnemu sodišču predloži svoje zahteve. V 12 mesecih po začetku teka rokov državi arbitražnemu sodišču predložite tudi pisni memorandum. Ostale roke zagovora pa na to naknadno določa samo arbitražno sodišče. Da bi slovenska stran čim bolje pripravila svoj zagovor, je že 1. septembra na ministrstvu začela delovati projektna enota za pripravo zagovora pred arbitražnim sodiščem. Oblikovana je tudi svetovalna skupina za arbitražni sporazum s svojimi podskupinami. Prejšnji teden je vlada potrdila tudi pravne svetovalce oziroma odvetnike, ki bodo skupaj z nami pripravili zagovor Slovenije pred arbitražnim sodiščem. O imenih zaenkrat še ne bomo govorili, ker je pač gradivo označeno stopnjo zaupnosti. Ker je pravno formalno za veljavnost arbitražnega sporazuma sodišče z današnjim dnem ustanovljeno, bo morala vlada, slovenska vlada, v kratkem formalno imenovati
predstavnika oziroma agenta Slovenije pred arbitražnim sodiščem, katerega naloga bo komunicirati sodiščem in drugo stranjo glede pravno-procesnih opravil, poleg tega pa tudi koordinirati celotno slovensko ekipo, ki bo pripravljala zagovor. In druga izjava. Na ministrstvu obžalujemo, da je prišlo do objave diplomatskih depeš o razgovorih, ki so jih ameriški diplomati imeli s predstavniki tujih ministrstev. Diplomatske depeše so namenjene seznanjanju z razmišljanji in stališči države sprejemnice oziroma gostiteljice in so običajno zmes uradnih politik, osebnih razmišljanj in širših opisov o dogajanju v državi. Diplomatska komunikacija predpostavlja zaupnost, ki ne sme biti porušena. Depeše, ki jo omenjajo nekateri svetovni mediji in naj bi jo objavila spletna stran Wikileaks, na ministrstvu ne poznamo in je zato ne moremo komentirati, pač pa lahko o domnevni vsebini iz depeše povemo naslednje. Slovenska diplomacija si vedno prizadeva za srečanja najvišjih predstavnikov naše države s predstavniki tujih držav. Za srečanja slovenskih predstavnikov, oziroma tudi predsednikov, seveda z novimi ameriškimi predsedniki, si vedno prizadevamo in skušamo obiske v Beli hiši ali v Sloveniji tudi uresničiti. Slovenija je bila doslej precej uspešna, saj je gostila že 3 obiske ameriških predsednikov v Sloveniji in 3 slovenski predsedniki vlad so že bili na obisku v Beli hiši. Nobena skrivnost ni, da se pripravlja obisk predsednika vlade Boruta Pahorja v Združenih državah Amerike, ki bo predvidoma potekal enkrat prihodnje leto in bo predvidoma povezan z obiskom Silicijeve doline in z namenom dodatne spodbude gospodarskega sodelovanja med državama. Z Združenimi državami Amerike kot eno najpomembnejših zaveznic in partneric imamo živahen dialog na številnih ravnih. Zunanji minister se je z ameriško državno sekretarko zadnji srečal julija letošnjega leta, z njo pa se videva tudi v okviru multilateralnih srečanj, kot so zasedanja Evropske unije, NATO pakta, nazadnje, na primer, je bilo to na vrhu NATO v Lizboni. Z ameriškimi sogovorniki imamo redne stike tudi na nižjih ravneh in želeli bi si, če bi v prihodnosti res prišlo do srečanja na najvišjem nivoju med predsednikom slovenske vlade in ameriškim predsednikom. V dosedanjih pogovorih glede morebitnega obiska predsednika vlade v Washingtonu po našem vedenju oziroma informacijah pogojevanje glede sprejema zapornikov iz Guantanama ni bilo izpostavljeno. Z ameriške strani ni bilo nobenih pritiskov v smislu povezovanja obiska slovenskega predsednika vlade v Združenih državah Amerike in sprejema zapornika iz Guantanama. Slovenija je pozdravila odločitev predsednika Združenih držav Amerike Obame, da zapre Guantanamo. Nobena skrivnost tudi ni, da je Svet Evropske unije junija 2009 sprejel sklep glede sprejema zapornikov iz Guantanama v evropskih državah. Slovenija je v skladu s tem sklepom preučila pravne možnosti za sprejem osebe iz Guantanama in osebe, seveda govorimo o osebah, ki so na spisku cleared for release. Nekatere države so se za sprejem odločile, druge se za to niso odločile, tretje za sprejem nimajo pravnih možnosti. Med slednje zaenkrat sodi tudi Slovenija. Zdaj bi pa morda odgovoril na kakšno vprašanje, če je.